en lep dober dan v Šmarju in iz Šmarja. Ja, sva v knjižnici. Žiga nama je nastavil tale rdeča prestižna fotelja za temo, ki malce spominja tudi na rdeče, namreč Sveti Miklavž. Tako, in okrasitev mogoče malo prehitra. V teh dneh, sicer pri nas je še res ne vidite, ker to snemava na dan, ko bomo imeli srečanje v živo, čez dobri 2 uri, se pravi smo 20. novembra, ampak kljub temu že pa vidimo kje kaj okrašenega. A ti tudi? Ja, posebej recimo kakšne trgovine, večje trgovine, ne, potem takoj za Nočjo čarovnic sledi že božično okrasje, ne, kar je po svoje majčkeno na škodo polnosti doživetja samega praznika, ne, kajti v kontekst praznika spada tudi pričakovanje, ne. In stopnja pričakovanja potem kaže tudi na stopnjo endorfinčkov, ne, torej hormonov sreče, ki se vzbudijo, ko pride sam praznik in ko prazniku odpremo vrata. Če pa prazniku odpreš vrata prehitro, na neki način zadeve razvodeniš, ne. Čas pričakovanja je zelo, zelo pomemben, ne, zato so že naši predniki vedeli, ne, da je pričakovati, še posebej recimo, ko je bila večja revščina, zelo pomembno. Še več, ne, recimo pred samim godovnim dnevom ali pa dnevom, ko so praznovali rojstni dan, so imeli tako imenovani post, ne, torej prišli so tudi naznanjati, ne, ofirati, ne. Zakaj, ne? Ker je bilo čakanje, pričakovanje. Zakaj post, ne? Ker ni bilo veliko, ne. In če si bil ti prejšnji dan lačen, je tudi tisto, kar je bilo, seveda z nekim skromnim prazničnim dodatkom, imelo toliko večjo vlogo, prebudilo toliko več zadovoljstva, tistih prijetnih občutkov, ki jih pa pravzaprav ljudje želimo, posebej na sam praznični dan, ne, zato ni dobro razvodeniti. Sam se spominjam vedno znova, ker se bliža Miklavžev večer, praznik svetega Miklavža, ne, kako smo pri nas doma praznovali. To rad povem, tudi rad ponovim, ne. Pomemben je bil čas pričakovanja. Že ko se je pojavila, se spomnim, ko smo stali s starši na balkonu in gledali tisto večerno zarjo rdečo, ne, je oče naznanil, no, Miklavž pa že peče kekse. In sem seveda kot mlad mali otrok tako, kdaj bo, ne, pričakoval sem ga najkasneje jutri, ne, ampak oče je rekel kmalu, ne. Ampak ta kmalu ni bil kmalu, ampak je bil večer za večerom v znamenju pričakovanja, tudi priprave, kajti Miklavž že gleda, ne, kako izpolnjujem svoje obveznosti, kakšen sem v odnosu do bližnjih, in to je bilo vse v nekem dogajanju, v neki žlahtnosti, v neki prijetnosti. No, in potem je končno prišel Miklavžev večer in pri nas je bila navada, da smo v dnevnem prostoru na mizo nastavili krožnike, v katere je potem Miklavž prinesel darove. In potem si morate misliti, vedno ravno za Miklavžev večer je pregorela žarnica v dnevni sobi. In ko smo mi že šli v spalnico, torej, kajti Miklavž pride s krivoma prinese darove, ne, saj vemo, od kod izvira ta skrivnostni prihod, ne, kako je Miklavž pomagal 3 revnim dekletom na skrivaj, da so se lahko poročile, ne, zato je seveda bilo tudi to skrivoma. In mi smo šli naprej v spalnico, oče še samo zamenja žarnico, ne, in ko je potem prišel oče v spalnico in ko sem že vedel, kako je s to rečjo, ne, sestra pa še ne, sem rekel, no, zdaj pa lahko gremo, ne, sem si mislil, saj je že vse na mizi, ampak oče je rekel pomirljivo, ne, še malo počakamo, ne, še malo stopnjo pričakovanja, da je bilo potem tisto, kar je bilo na krožnikih, to je bilo vedno piškoti, tisti parkelj, ki ga je Miklavž prinesel, ne, potem kakšno perilo, ne, tisto, kar smo nujno potrebovali, ampak tu pa mogoče kakšna sladkarija, nekaj malega, ampak tisto malo je bilo veliko, ne, ker je bilo v stopnjo pričakovanja, ker dati takoj vse je vedno premalo, ker ne vzbudi tistega
bi rekel, tiste polnosti, ki jo lahko doživiš samo, ko moraš počakati in ko na nek način tisto pričakovanje doda moč samemu prazničnemu dnevu. Ampak mi postajamo vedno bolj družba, ko hočemo vse takoj, vse sedaj, In imamo ko zato zelo težko čakamo in imamo zaradi tega tudi premalo. 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 To so mi povedali, ko sem delal z mladimi odvisniki, ne, so rekli, da je temeljna preventiva pred zasvojenostjo potrpežljivost, skromnost, vztrajnost, pa še kaj. Ampak ravno to troje me je začudilo, nekako vztrajnost, potrpežljivost, ne, skromnost. Ne. Mi mislimo, da bomo srečni, oziroma da bomo osrečili, naprimer, starše otroke, če bodo dali vse in to takoj, tisti hip, tisti trenutek. Ampak ne, naši možgančki so odvisniki od zadetkov zadovoljstva in če jim ti ne doziraš zadovoljstva na naraven način, ne, bojo poiskali umetni način, tisto pa je lahko usodno. Ne. Gre za stopnjo endorfinov, ne. Kot sva rekla, ne, potrpežljivosti, ne. Mami, jaz bi, ne, takoj ta hip, ali pa že pri malem otroku, ko pokliče ali z jokanjem, pomembno je, da se starš takoj odzove. Ja, tu sem, ampak potem doda, majčkeno počakaj, ne. Mami, jaz bi takoj teniske, nove teniske bi imel, ti so že boge. Ma poglejmo, ne, prvič poglejmo, a si že ti na vrsti za nove čevlje. Drugič pa, ali res moramo takoj hiteti v trgovino. Ker če bomo počakali še par dni, bo zadovoljstvo ob tistih novih teniskah mnogo večje, kot pa če dobi ta hip takoj, ne, pa še kaj zraven. Ne, ker mislimo, da moramo na takoj dodati še nekaj. Ne. Večkrat je treba počakati in je potem tisto pričakovanje v večji polnosti. Se spomnim, ko je bila komuna, ne, pica je bila samo enkrat na mesec, če je v komuni vse funkcioniralo. In vem, kako so, in kadar so me povabili fanti oziroma kasneje dekleta na pico, ne, kako je bilo tista pica neko doživetje. Ker je bilo v pričakovanju. Enkrat na teden so poslušali glasbo ob nedeljah popoldne, določen čas. Zakaj samo enkrat na teden? Zato, da niso s hrupom dušili zaznavnosti, ne? Ker so človek samo v 7% pravijo, sprejema dejansko resničnost, doživljajsko resničnost bližnjega skozi besede, pa mogoče celo manj. Ne? Ostalo je pa potrebno zaznati, zaznaš pa ti v tihoti. Ne? Ampak vem, kako so pričakovali potem tista nedeljska popoldneva, da so pa poslušali glasbo. In kakrat je bil res izbor glasbe, res po meri hotenja posameznika, ne pa kar tak neki hrup, s katerim zapolniš tišino. Ali pa kamilični čaj, ne. Zdaj ne vem točno, ali je bil 2krat ali je bil 3krat zvečer. V druženju so pili kamilice, ne. Pa bi rekel, kaj pa je kamilice piti, ne. Je, če pričakuješ, ne. Če pa ni v znamenju pričakovanja, je pa pač nič posebnega, ne. Je kar naprej neko nezadovoljstvo, kar naprej nekaj ni, ne. Prehitro je, zato ni, ne. Ko pa ti nekaj pričakuješ, čakaš, ko tisto dobiš, ko tisto sprejmeš, je potem pač toliko močnejše, toliko zadovoljstvo, toliko poglobljena prijetnost, ne, več endorfinov, hormonov sreče ali pa recimo vztrajnost, ne. Ja, ne, se spomnim kakšnega starša, ko mi reče, ne, sem mogel 3 leta sedeti pri otroku, ne, ko je začel hoditi v šolo, da se je navadil do konca narediti domačo nalogo. Nekateri nič, nekateri takoj, ne, ko naredi nalogo, po naporu doseže cilj, ne, končano nalogo, se sprožijo endorfinčki. Pri nekaterih moraš pač vztrajati, da se navadi na občutek zadovoljstva po opravljenem, morda tudi neprijetnem, napornem delu, ne. Ampak ko se možgančki vejo, če bom opravil določeno pot, torej da bom na koncu nagrajen, to je tista naravna nagrada, ne. Ni treba recimo nagrajevati zdaj za to, kar mora otrok sam po sebi narediti, ker je to njegova obveznost, ne, s kakšnimi obljubami oziroma s kakšnimi nagradami. Pomembno je navaditi na zadovoljstvo po opravljenem delu.
če pomislim na sebe, ne, kaj je največje zadovoljstvo, ne, ko upraviš določeno nalogo, določen napor, ne, in potem meni je, recimo, ko končam določeno knjigo, jaz pravim, da si pa srečen, ker je knjiga zunaj. Ne, jaz takrat, ko oddam, takrat mi je fajn, ne, ker sem končal delo. Kak je pa potem naprej s knjigo, ne? Delo urednikov, založbe in tako naprej. To ni več moje, ne. Meni je bilo fino, da sem dokončal delo, opravil delo, takrat se sproži tisti občutek prijetnosti, tisti občutek zadovoljstva, vztrajnost, ne, pomagati otroku, da izkusi naravno nagrado po opravljenem delu, ne. Smo rekli, potrpežljivost, vztrajnost, skromnost, ne, dati otroku vse, ne, poln hladilnik samih dobrot, je premalo, bo nesrečen, ne ve, ali pa ne vem koliko oblek, bo nesrečen. Se tako spomnim, ko me je obiskala ena družina in so s sabo prinesli košarico dobrote za malico, ne, in je potem vzela mama iz košarice majonezo. In so rekli otroci, majonezo. In je rekla mama, midva hočeva, da se najini otroci vedno znova razveselijo, da so srečni. Zato imamo majonezo, zdaj sem pozabil, ampak recimo enkrat na mesec, ne, potem je bila tista obrednost, ne, mama vzame majonezo, skuša odpreti, ne, ni mogla, da očetu, oče kot moč, kot trdnost, kot stabilnost, kot varnost, tisti, ki stoji mami ob strani, in otrokom seveda obrne kozarec in udari v zadnji in z lahkoto odpre. Kak je naš ata močen, ne, in potem tisto, ne, ja, če bi imeli oni majonezo vsak dan, ni nič posebnega, ne, kaj bom pa zdaj, majoneza je pa paštet, ene 10 pa 6 vrst jogurtov, jaz pa ne vem, kaj bo vse, sem čisto izgubljen, ko imamo vse. Ja, ni čudno, da je izgubljen in da bo skušal najti tisti zadetek na umeten način, ne. Tisto je pa lahko zelo, zelo usodno. In teh umetnih načinov je ogromno. Ponudba je prosta in je ogromna in seveda tisti, ki trgujejo s tem, da kradejo osebnosti z substancami mladim, ne, zelo dobro zaznavajo, kjer je lahko žrtev, kjer išče še več, ker ni dobil na naravni način tisto, kar v njem prebudi potešitev, zadovoljstvo, priložnost v življenju, ne. Manj je več, ne. In je tukaj treba res najti vse v pravem času, tudi to je eden od rekov, vse v pravem času, manj je več, ne. Saj lahko mi že zdaj okrasimo maksimalno, vse utripa, vse se blešči, ampak ali bo zableščalo tudi na prazničen dan, v tisti polnosti, ki se jo želimo, ne. In okrasitev ni bistvena, je pomembna, tudi navzven, ampak je pa pomembno tisto, kar bo sveto in svetlo v globini naših čutenj, v naših medsebojnih odnosih, in da bomo to prijetnost poglobili, je preprosto potrebno poznati in prepoznati določene zakonitosti. Tudi to, kar sva danes z Jano, ne, pa Žigatom tam zadaj razmišljala, ne, o potrpežljivosti, o vztrajnosti, o skromnosti, se mogoče zdi nesodobno, ampak je pa pomembno, če hočemo, da nam bo dobro v zgodbi našega življenja, v realni zgodbi našega življenja in naših medsebojnih odnosov. Tukaj narediva piko za danes. In naj vam Miklavž prinese čim več lepega, ne samo navzven, ampak tudi v vas same in v vaše medsebojne odnose. In lepo in takšno prijetno pričakovanje želiva. Srečno. Srečno.